vidika držav govorimo o seveda državnem dolgu. Države se večinoma zadolžujejo tako, da izdajo obveznice na mednarodnih finančnih trgih. To je v bistvu en največjih tudi segmentov finančnih trgov, ko gre za obveznice. Zdaj, kako te dejavniki vplivajo na ta segment, ne, se pravi okoljski, družbeni, upravljalski dejavniki so neke vrste pač približek tega, kar merimo, kako so podjetja v posamezni državi trajnostno naravnana. Se pravi, se vežejo na ta tveganja, ki so povezana z trajnostnim prehodom. Gre predvsem v prvi vrsti, če gledamo v osnovi fizična tveganja, se pravi to, kar se podjetjem dogaja ob nekih naravnih nesrečah, poplavah in tako naprej. Potem so tveganja povezana s trajnostnim prehodom, ko je treba poslovne prakse spreminjati v bolj trajnostne. Ne? To je tisto, kar povečuje tveganje na ravni podjetja in potem, če agregiramo na ravni države, ki je pravzaprav odvisna od tega, kako podjetja poslujejo, pobira davke od podjetij, od državljanov in tako naprej, kako lahko to vpliva na ta tveganja, kako investitorji zaznavajo kreditno tveganje držav. Zdaj, mogoče treba poudariti, tukaj je časovni horizont investitorjev nekoliko omejen, ne, ker države se zadolžujejo recimo za 5, 10, 20, 30 let. Ne. In je to različno, kot če gledamo sama podjetja in gledamo vrednotenje podjetij, ko gre za delnice. Tam delnica pač nima neke zapadlosti, za podjetja gledamo, da imajo neko v bistvu neomejeno, ne, se pravi, predpostavljamo, da bodo poslovala v neskončnost. Ne. Tako da je tukaj malo v bistvu lahko investitorji, ki investirajo v obveznice, drugače vidijo, kako so ta tveganja pomembna v nekem krajšem časovnem obdobju, ne, in dajo različen pomen lahko nekim fizičnim tveganjem, kot recimo tem tveganjem prehoda, trajnostnega prehoda. Seveda je pa potem, ko investiraš ti v to, da ta tveganja zmanjšuješ, ne, pač neko odpornost gradiš, ne, tako da to, kako potem podjetja in država gradi to odpornost, pa zmanjšuje ta tveganja. Ukrepi, ki jih podjetja izvajajo v to, da se pač lahko pripravijo bolje, da so odporna na fizična tveganja, na spremembe poslovnih modelov, poslovnih praks, pomeni, da so ta podjetja potem seveda bolj pripravljena na prehode, bolj odporna na naravne nesreče in tako naprej, kar pomeni, da povzroča to lahko v primeru naravnih nesreč manjše stroške. Ko gre za ta trajnostni prehod, to tudi pomeni, da so podjetja tudi dolgoročno bolj pripravljena, da bo preživela nazadnje ta prehod, pomeni ustvarjanje tudi boljših delovnih pogojev, ohranjanje delovnih mest lahko, za državo seveda vsekakor koristno, kot v primeru, če to ne, potem bi morala država seveda vsakič intervenirati, recimo kot smo videli v primeru lanskih poplav, so to izjemno veliki stroški za državo, ki lahko dosegajo kar lahko 5-10%, se pravi bruto domačega proizvoda na letni ravni, ko pride do teh katastrof. Zdaj, če povzamem, kaj smo mi pač preučevali, ne, se pravi, gledali smo pravzaprav, kako če agregiramo podjetja v posamezni državi, njihova ocena trajnostnega poslovanja oziroma sposobnosti za trajnostno poslovanje vpliva na kreditno tveganje države. Ne. Pri tem smo, ko smo gledali kreditno tveganje države, izhajali iz večjih mer. Ene mere so tržne mere, te izhajajo iz vrednotenja državnih obveznic, se pravi, kakšen se pribitek zahteva, zavarovanje tega dolga, ne, se pravi zamenjave kreditnega tveganja. Druge mere so pa analitične, ki se kažejo v tem, v bistvu, kako bonitetne agencije ocenjujejo države z vidika bonitetnih ocen. Zdaj, ugotovili smo, da pravzaprav trgi nekoliko bolje to ovrednotijo, se pravi, ta povezava vpliva je bila, da rečem, statistično značilna in tudi ekonomsko pomembna, ne. Medtem ko, če smo gledali pravzaprav, kako bonitetne ocene odražajo ta tveganja, ki so bila agregirana, se pravi, znotraj države na ravni podjetij, ne, pa tam ni bilo nekih enoznačnih ugotovitev, kar kaže na to, da očitno analitiki v bonitetnih agencijah zaenkrat še nimajo neke zelo izrazito ustaljene prakse, ne, kako to vključevati v bonitetne ocene in kreditno tveganje teh držav. Seveda smo kontrolirali pri tem tudi za kopico ostalih značilnosti držav, lahko da potem analitiki to vidijo, da je že zajeto nekje drugje, ampak trgi vsekakor nekoliko drugače to trenutno vidijo. Se pravi, ne bom govoril o vzročno-posledični povezavi, kavzalnosti, ampak nekako, če bi že korelacijo gledali, pravzaprav vse kaže, da trgi to nekako ovrednotijo
da vpliva na kreditno tveganje, dočim bonitetne agencije zaenkrat še niso. Posledično to pomeni, da ni nujno, da to še vključuje. Kaj je vzrok temu? Tudi sama metodologija, in to je to tudi, kar pokažemo v sami raziskavi, in to vemo že odprej. Te ocene, trajnostne ocene, ESG ocene, je več ponudnikov teh ocen in korelacija med temi ponudniki je izrazito nizka. Tako da verjetno potem tudi tisti, ki v bonitetnih agencijah ocenjujejo pripravljajo bonitetne ocene držav, tega potem nujno ne vključujejo na ta način. Tako da to je en izmed izzivov, ne nazadnje Evropska unija oziroma komisija se je s tem soočila tako, da je pač že pripravila in sprejela enotno taksonomijo za okoljska tveganja, zdaj v pripravi tudi za v bistvu družben vidik tega trajnostnega prehoda. Tako da kazalnosti tega vzročno-posledičnega odnosa nekako ne bi zelo strogo vzpostavilo, ker lahko je tudi to, da bolj razvite države seveda so bolj, bom rekel, pripravljene na te stvari in si to lahko lažje privoščijo v primerjavi z državami v razvoju, kar ne nazadnje tudi v članku ugotavljamo, da obstajajo pomembne razlike med tema dvema vrstama držav. Če gledamo zdaj, s čem smo se do sedaj ukvarjali, zgodovinsko smo najbolj gledali vpliv okoljskih dejavnikov na vsa ta tveganja in kako se investitorji odzivajo na to v smislu vrednotenja finančnih naložb. Zdaj, naslednji korak, ki se tudi kaže v samih, bom rekel, raziskavah o financah, je vpliv biotske raznovrstnosti na to, kako se podjetja v bistvu vplivajo na biotsko raznovrstnost, kakšne ocene imajo glede tega in tudi ponudniki pravzaprav čedalje bolj širijo ta krog ocen na ocene vpliva poslovanja podjetij na biotsko raznovrstnost. Kar je pa naslednja pomembna vprašanje in tudi se vidi v splošnem nekem kontekstu tudi pri nas v Evropi in tudi drugod po svetu, je pa vprašanje družbene pravičnosti tega prehoda, po angleško socially just transition, se pravi, kdo plača za to. In tukaj so izrazite razlike med razvitimi državami v razvoju, zato se pravzaprav tudi, če gledamo vse te zadnje te COP-e, COP29, mislim, da je bil v Bakuju, se težko dogovorijo, kdo bo delil strošek, pa govorimo samo o okoljskih dejavnikih, do ostalih niti nismo prišli. Tako da moramo vedno biti pozorni, da te, bom rekel, omejitve z vidika naravnih danosti našega planeta, moramo umestiti tudi v smislu omejitev, ki jih imamo kot družba, v smislu družbene pravičnosti. Se pravi, da ljudje ne bodo zaradi tega končali v neki revščini, ker so pač politike prehoda postavljene tako, kot so.